Pozdravljeni. Zopet je na vrsto prišel naš običajni komentar novic, ker si bomo kot ponavadi pogledali vse tisto, kar se je zanimivega zgodilo v preteklih dneh. Kot ponavadi se bomo tudi danes ustavili pri 4 različnih sklopih. In vkolikor vas zanima, kaj piše v citiranih člankih, imate bližnjice do originalov, navedene v samem opisu. Tudi tokrat slika v barvah pomeni, da navajam tisto, kar sem prebral že v prej omenjenih člankih. Ko se ta spremeni v črno-belo, pa dodajam moje osebno mnenje oziroma moj komentar. Tako tudi tokrat smo obnovili pravila tega malce drugačnega formata, zato se kar takoj lahko lotimo prve današnje teme. Marsikoga je presenetila novica, ki smo jo lahko prebrali 6. maja na spletnem portalu f1.com. Oliver Oakes je nepreklicno odstopil iz vrha ekipe Alpine. Kot smo lahko prebrali tudi v izjemno skopi izjavi za javnost, ki jo je izdala ekipa Alpine, niso hoteli globlje komentirati tega dogodka, ampak so tudi priznali, da bo vsaj začasno to ekipo prevzel Flavio Briatore, ki bo v dvojni vlogi tako svetovalca kot vsaj začasno vodje ekipe. In najprej bi tu lahko dodali, da bo Flavio Briatore v tej dvojni vlogi lahko kdaj pa kdaj tudi svetoval sam sebi. A po drugi strani ne moremo mimo dejstva, da je ekipa Alpine v izjemno kaotični situaciji. Ne moremo mimo dejstva, da v približno zadnjih 2 letih so zamenjali kar 3 šefe ekipe. Govorimo o Otmarju Zafnauerju, Brunu Famenu in sedaj je odšel še Oliver Oakes. Kaj bo lahko storil Flavio Briatore, sam osebno ne vem. Čeprav je dobro znano dejstvo, da ga jaz osebno ne cenim. A vrnimo se k samemu dogajanju, ki je izjemno zanimivo. Namreč v že prej citirani izjavi za javnost smo lahko prebrali, da ne bodo dajali nekih podrobnih komentarjev, čeprav smo na spletnem portalu f1.com 7. maja lahko videli, da so prav začeli razlagati, kako je Oliver Oakes zapustil mesto zaradi osebnih razlogov in ne nekih notranjih razprtij. A tu je treba poudariti nekaj, da Oliver Oakes prihaja iz ekipe Hightech, ki je bila pred leti v močni navezavi z družino Mazepin. In enostavno je bilo špekulirati, da si prav družina Mazepin želi kupiti ekipo Alpine. Sedaj z njegovim odhodom se je ta teorija enostavno porušila, ker je prišlo do kakšnih nesoglasij, ali pa je prišel bolj zanimivi kupec. Ne vem. Vsekakor mnenja sem, da je ekipa na prodaj, kajti v trenutku, ko so začeli se meniti z Mercedesom, tako za dobavo pogonskih stopov, kot tudi za dobavo menjalnikov, je njihov obstoj znotraj Renaulta izgubil svoj smisel. A kaj se bo zgodilo, bomo kot ponavadi ugotovili skupaj, verjetno v naslednjih tednih ali mesecih. Poglejmo si drugi današnji sklop, ki je neposredno vezan na prvega. Niti 12 ur ni minilo od objave odhoda Oliverja Oakesa, ko smo lahko zasledili drugo novico iz sveta ekipe Alpine.
Kot poroča motosport.com 7. maja, je Franco Colapinto nasledil Jacka Duana. Svoje novica, ki ni bila presenečenje, ampak treba je povedati, da v članku lahko preberemo, kako ima Franco Colapinto pogodbo le za 5 dirk. In tako bi lahko videli pri tej francosko-britanski ekipi pravo štafeto, kjer se bodo menjavali vozniki in običajno bo v takšnem primeru rezultatov bolj malo. A ne smemo mimo dejstva, da smo to menjavo Jacka Duana pričakovali ne toliko zaradi njegovih rezultatov, kot zaradi govoric, ki smo jih slišali že pred začetkom letošnje sezone. Namreč Jack Duan naj bi imel pogodbo le za 7 dirk. In preden bo kdo dejal, da so ga zamenjali po 6, bi vam rad pripomnil, da je njegova prva dirka v svetovnem prvenstvu Formule 1 bila velika nagrada Abu Dhabija v lanski sezoni, torej za ekipo Alpine je odpeljal točno 7 dirk in potrdil govorice. Kaj se bo zgodilo z Colapintom, iskreno ne vem. Tudi Colapinta sam ne cenim toliko kot nekateri drugi strokovnjaki. Videli smo pri ekipi Williams, da je imel 2 fantastični dirki, ampak pri ostalih je napravil ogromno škode ter imel ogromno nesreč. Da slučajno ni Colapinto nekdo, ki bi lahko bil ob boku, naprimer Niku de Vriju, ki je presenetil, nekako prepričal Helmuta Marka in potem razočaral. Ampak dejstvo je eno, da pri ekipi Alpine imamo sedeže na prodaj. Najprej za 7 dirk Duanu in sedaj za 5 dirk Franco Colapinto. Kdo bo naslednji, bomo seveda ugotovili skupaj. Ampak verjamem, da bo nekdo, ki bo ponudil bistveno več kot prva 2. A pojdimo k tretji današnji temi. Na spletnem portalu GP Blog smo lahko 7. maja zasledili novico, kako Carlos Sainz razmišlja o tem, da bi lahko postal protikandidat Mohamedu Ben Sulayemu na prihodnjih volitvah za predsednika FIA. In verjetno ni treba posebej poudarjati, da ima Carlos Sainz v svetu motošporta status prave legende in da njegov prihod na vrh te organizacije bi verjetno bil dobro sprejet pri mnogih navdušencih in tudi tistih, ki pravzaprav odločajo. Verjetno ste v mnogih virih zapazili, da je kar naenkrat Carlos Sainz postal Carlos Sainz starejši. A uradno je njegov sin Carlos Sainz mlajši in tu je treba poudariti, da mnogi novinarji pač ne razumejo, kako se tem zadevam streže. A v bistvu ni važno. Gre za očeta. In tu je verjetno marsikdo izmed vas, ki je sedaj pomislil, ali ne bi prišlo do nekega konflikta interesov, ukolikor bi Sainz postal predsednik FIA, njegov sin pa nadaljeval s kariero voznika Formule 1. Rad bi vas spomnil, da ko je bil predsednik FIA Jean Todt, je njegov sin Nicolas bil že prisoten v boksih kot eden izmed najbolj vplivnih menedžerjev, kar se tiče voznikov. In menim, vsaj osebno, da je bil tu v tem primeru obeh todov konflikt interesov bistveno močnejši. A vrnimo se k Sainzu. Njegov prihod na čelo FIA bi bil po mojem mnenju izjemno dobrodošel. Čeprav bi bilo težko verjeti, imata tako Sainz kot Mohamed Ben Sulayem kar nekaj stičnih točk. In prva je ta, da si ne bosta pustila praviti, kaj je prav in kaj je napačno, da bosta sledila svoji liniji
in da ne bosta popuščala raznim centrom moči. Čeprav je jasno, da interesi Sainza kot interesi Ben Sulayema so rahlo različni. A v vsakem primeru, ukolikor se bo Sainz odločil in postal na koncu predsednik FIA, bo to za celoten svet motošporta, vsaj po mojem, izjemno dobro. A poglejmo si, kaj sem pripravil še za zadnji današnji sklop. Konec pa kot običajno tista rahlo bolj obrobna novica, kjer pa bomo videli kar nekaj vzporednic z prvo današnjo temo. Kot smo lahko prebrali 6. maja na italijanski verziji spletnega portala motosport.com, je Mattia Binotto napredoval. Pred dnevi je namreč nepreklicno odstopil Adam Baker, glavni in odgovorni celotnega projekta Formule 1 pri Audiju. In Mattia Binotto ga je na tej funkciji nasledil. Sveda v tem trenutku je še zmeraj vodja ekipe Formule 1 Sauber, ampak prihaja Jonathan Whiteley in potrebno mu bo tudi narediti prost. Ampak Mattia Binotto, ko se bo odmaknil iz te, recimo, bolj tehnične funkcije na neko višjo, bolj politično, bo lahko pokazal vse svoje sposobnosti. Namreč že pred časom sem ga opisal kot izjemno spletkarskega in malodane makiavelističnega človeka. A ne smemo pozabiti, da tudi v svetu Audija je prišlo do kar kaotičnih razmer. Namreč odhod Seidla in sedaj Bakerja nam kaže na to, da tudi v tej ekipi ne gre vse tako, kot so si načrtovali. In upajmo, da za sezono 2026 bodo pripravljeni po najboljših močeh, čeprav na začetku verjamem, da nihče izmed nas ne pričakuje nekih fenomenalnih rezultatov. Vsekakor Mattia Binotto na višjem položaju bo morda krivdo za morebitne neuspehe lahko prevalil na druge, na tiste operativce. Nekaj, kar se je dogajalo pri skuderiji Ferrari mnogokrat. Ampak kot ponavadi bomo to ugotovili skupaj. Tako, danes smo prišli do konca našega rednega komentarja novic. Hvala za vašo pozornost in nasvidenje.